Je pa fajn videti, ne, da nisem jaz edini idiot s telefonom. Dobro jutro. A šta ne pa jaz zdale? V tem trenutku sem v Lukovci pri Domžalah, punci sem že včeraj, to se pravi, to je bil ponedeljek, pustil na morju. Moja prva naloga danes zjutraj je, da vrnem Zafiro. Tik zatem gremo pa z busom v Milano, kjer nam bo Hyundai pokazal svoj najnovejši avto, ki se imenuje Kona. Prijem pa pičimo v Ljubljano, bom pa še eno kratko postajo v Dobu pri Domžalah. Zdaj, zakaj se moram ustaviti v Dobu pri Domžalah, vas bo zanimalo tiste, ki bi radi roke dobili na kakšno od mojih nalepk. Zdaj verjetno že veste, kje sem, to je pizzerija Capra, to je pizzerija od mojega brata. Jaz sem tukaj noter pustil točno 100 nalepk. Ampak no strings attached, ne, to pomeni, da ne rabiš priti sem pa naročiti 3 kosila, pa reči, ok, lahko dobim eno nalepko. Mislim, če si lačen, valjda naroči si kaj boljših pic, to sem že večkrat povedal v teh v Capri. Pa za tiste, ki ne veste, kje točen Capra je, vidiš, to je magistralka, ta stara cesta čez Dob, pizzerija je pa čisto ob cesti. Tudi nalepke so tukaj, tako da knock yourself out. Gužva, gužva, gužva. Gužva proti Ljubljani. Jaz sem rekel gužva, 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 gužva proti Ljubljani. Evo, Zafiro oddal, zdaj pa čakam enega možakarja, da me pobere. Tako kot ponavad, malo zamuja. Dan. Zakaj se nam celi skozi nekam mudi? Ne vem, stari. Ne vem. Če bomo mi s takim tempom živeli, zdaj jaz nisem siguren, če bomo imeli cajt umrt. Švarcmanske klinike pa nazaj. Evo, in kar naenkrat sem v Milanu. En hecen, kako je te pozir, samo ne 14 sekund, men pa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, slabih 8 ur pa pol. Mogoče bi lahko razgled pokazal, a? Lega. Vsak, da se stuširam, vržem gore ne malo bolj frišne cune. Pa da vidimo, kvaj zdaj to za ena Kona. Ok, jaz sem kolikor tok ready. Sem se pa zdaj nekaj vprašal, sem vam jaz sploh povedal, kakšne vrste avto je Hyundai Kona. To je v bistvu tak majhen športni teren, veš. Hyundai se malo pozno pridružuje tele igri. Znači, to je to, jaz moram iti zemljevid znam na pamet. Ne se ga, ne. Kar vidim, da bomo na dvorišču ene ogromne bajke, pa vse skupaj kar zanimivo zgleda, ne? Sem zanimivo zgleda. Kaj je ta prva stvar, ki ti takole v oči pade, Juri? Krasna. Vse ne vem, če lahko to objavim. K-O-M-O-T-A-R. Srečno poročene. Nekaj voham, po zažganem. Thank you. Moram reči, da je kar cool vibe tukaj. Kupenih ljudi, muska dobra, sam avto še manjka, avto še nismo videli. Veliko ljudi, ki prehajajo iz sveta lifestyla v smislu vloganje, instagramanje in vse, kar je še temu podobno. Dama ravno kar razlaga, pogledajte, kako sem se oblekla za ta event in tako naprej. Všeč mi je, da se avtomobilska industrija končno povezuje tudi z ljudmi, ki ustvarjajo drugačno vsebino. Drugač pa eni so tukaj po urejenosti, totalno next level shit. Mislim, veš ta par iz kataloga. Ne vem, če se je kaj vidno, ampak počas se bo pa zdaj res začel. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the world premiere of the all-new Kona here in the heart of Milan. It's all about individuals with a dynamic and active lifestyle. And I want every Hyundai to embody this same expressive spirit. No, ko pa ti misliš? Jaz mislim, da je ena stvar jasna takoj, ne, avto je fejst predrzen. Prva stvar, ki ti pade v uč, vsaj tukaj, ko gledaš avto od spredi, ne, tukaj gor so pozicijske luči dnevne, tukaj spodaj pa ta pravi, ta glavni žarometi in oboji valjda svetijo v tehniki LED. Z dvobarvno karoserijo pa s temi črnimi deli v tem primeru so hoteli, tako jaz predvidevam, poudariti nekako robustnost avta. Pres materialu piše, da je ta avto od tal dvignen dobrih 17 cm, kar pomeni, da ni čist terensko nedolžen. Čakam, da pridem na vrsto, se noter usedem. No, Kona, da te vidim, kva mi znaš pokazati. Ena stvar, ki jo opazim takoj, vidiš tole je head-up display, tega mislim, da prej v Hyundai sploh ni bilo, meni se zdi, no. Druga stvar je pa to, da je tala avto, ampak zelo tako na prvi uč, kar se kabine tiče, pa tudi postavitve, pa celotna arhitektura je zelo podoben modelu i30. Mogoče še ena zanimiva stvar, tukaj okrog prestavne ročice, le to.
tole gumki, ki sem jih tukaj pokazal, ne, gretje sedežev, hlajenje sedežev, gretje volana, sistem za nadzor spusta po strmini, pa tamle zraven še lok za štirikolesen pogon. To se pravi, če ima ta avto štirikolesen pogon, pomeni tudi, da je opremljen s najmočnejšim bencinskim motorjem 1.6, 177 konjev, 7.9 do 100. Poleg tega bencinarja, ki sem ga ravno kar omenil, bo na voljo še 1.0 bencinar, to je trivaljnik, mislim, da 115 konji, pa ne samo to, dizel pride pa, zdaj ne vem, ali proti koncu leta, v glavnem pozneje, v tem trenutku ga še ni. Bo pa 1,6 litrski, čas sem se zdaj še spomnil, ne, kufra še nisem pokazal. Mojem čisto prvo, ki ga bom odprl. Evo ga. Vseh izhodiščnih litrov je 341, če pa podreš še zadnje sedeže, ki se podirajo v razmerju 60-40, ali to 70-30, jih bo pa 1140, preveril, 1143, blizu sem bil. Ok, jaz sem se iz te gužve malo umaknil, viš, ko si skupaj na fila in zato, da malo zadiham. Bom pa zdaj ta čas izkoristil, da vam preberem, ker vsega si ne morem zapomniti, kaj bo ta avto ponudil tudi na varnostnem področju. Pazi zdaj, Kona bo, mislim, da že v seriji opremljena s samodejnim zaviranjem za prepoznavanje pešcev, pa bo znala paziti tudi na mrtve kote. Znala bo nadzirati tudi prostor za avtomobilom oziroma prečni promet, ki bo šel ti lepo počas pa rikvrc, veš, da ne boš koga butno po nesreči. Pomagala bo vozilo samodejno zadrževati na voznem pasu, opremljena da bo tudi z opozorilnikom pred utrujenostjo. A ja pa ne sem to, le kdo se je zbudil, 50+. Je pa fajn videti, ne, da nisem jaz edini idiot s telefonom. Veš, kaj so zdaj z Juretom ugotovila, ne? Da je tole najna prva skupna evropska premiera. Ja, čas, ki smo ga v isti redakciji, pa veste, nikoli ne gremo dva. Ja. Ampak zdaj smo se posrečali, tukaj v Milanu,